Sem Maja Koršič Potočnik, odvetnica in vaš hudičev advokat pri temah, o katerih imamo vsi svoje mnenje ali prepričanje, v javni debati pa največkrat ne najdejo mesta. Z mano je dr. Nina Oswald-Augustin. Nina, dobrodošla. Te lahko prosim, da se predstaviš tako, kot želiš biti predstavljena? Najprej hvala za povabilo. Ja, sem specialistka ginekologije in porodništva, zaposlena v zdravstvenem domu Domžale, tako da se ukvarjam z velikim veseljem za zdravjem žensk. Pri svojem delu se srečujem v bistvu z vsemi področji težav na področju ginekologije in porodništva, tudi stisko neplodnosti. Imam pa še eno zelo pomembno poslanstvo, to je, da sem mama 3 dekleta. V prostem času, kolikor ga imam, ni da prav zelo veliko, pa se najrajše ukvarjam s športom. S kakšnim specifičnim športom? Ja, če mi koleno dovoli, stekam. Drugače pa vedno bolj različne stvari, tako da z vsemi vrstami, kar jih znam, no, tako. Zdaj zima, smučanje, se že veselim. Tako da, če se da, z možem kam pobegneva. Lečno. In pa seveda z družino. Najina današnja tema pa bo o umetni oploditvi. To je laični termin, pod katerim poznamo oploditev z biomedicinsko pomočjo. Pa za začetek, kaj vse se skriva pod pojmom umetna oploditev? Ja, zelo veliko, ne, čeprav si na splošno predstavljamo eprovetka, ta klasičen termin oploditev v epruveti. V resnici se pri postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo srečujemo tako samo, kjer pomagamo samo zdravili in pride do spontane zanositve. Potem pa ločimo znotraj telesno in pa zunaj telesno oploditev. Pri znotraj telesni oploditvi samo pomagamo pri transportu semena. Potem je pa ta klasičen postopek umetne oploditve, ki poteka v laboratoriju. To je ta klasičen in vitro fertilization oziroma IVF postopek. Imamo spet več vrst. Imamo ta klasičen, potem so včasih potrebni tudi bolj natančni, kjer prav seme vnesemo v jajčno cedo oziroma seme spermij, točno en izbran spermij vnesemo v jajčno cedo, to so potem že bolj sofisticirani postopki, kjer je to potrebno. Potem včasih moramo še morfološko, še bolj natančno pogledati seme, da res ta prav spermij najbolj kvaliteten vnesemo v jajčno celico. To so potem vsi postopki dodatni in še bolj natančni, da je postopek lahko uspešen pri posameznih parih, ki je potrebno. Če se pogovarjava o tem, če greva čisto od začetka, to pomeni, včasih samo pomagamo. Tako. Kaj to pomeni? S čim pomagate, kako pomagate? V resnici, ko se par sreča z neplodnostjo, klasično je to po 1 letu neuspešnega poskušanja zanositve, najprej speljemo postopke, da postavimo diagnozo, zakaj par ne more zanositi. V večini je tako, da je 1/3 vzrok pri ženskih, 1/3 pri moških, v 1/3 je pa kombiniran vzrok, se pravi pri obeh sta oba prispevnika k neplodnosti. In včasih že z zdravili ali z nekim operativnim posegom dosežemo, da je plod zmožen zanositve po naravni poti. Če pa to ni mogoče, potem najprej skušamo izčrpati vse te možnosti, šele potem se odločimo za postopek umetne oploditve. Ko so izčrpane vse možnosti zdravljenja, tako zdravili kot operativnimi posegi. Pogosto imamo pa tudi nepojasnjen vzrok neplodnosti. Kaj pa v tem primeru naredimo? Tudi v tem primeru, ko ne ugotovimo jasnega vzroka in ne pride do spontane zanositve, se odločamo za postopek umetne oploditve. Ok, in takrat pride epruvetka. Takrat pride ta laična umetna oploditev. Jaz bi želela tukaj morda slišati še razliko med oploditvijo z lastnimi spolnimi celicami in oploditvijo z doniranimi spolnimi celicami. V čem je razlika? Razlika je v tem, da se za donirane jajčne celice odločimo takrat, kadar jih posameznik nima svojih lastnih, ali so te okvarjene, ali pa v ozadju kakšna genetska bolezen in se zato odločimo za donirano jajčno oziroma moško spolno celico. Oploditev z lastnimi spolnimi celicami pa pomeni taj. Z lastnimi pa, da pride do oploditve pri klasičnem postopku v laboratoriju, s tem, da pridobimo seme moškega in pa jajčne celice ženske. Z postopki
stimulacije jajčnikov, pridobimo več jajčnih celic, da dobimo čim bolj kvalitetno jajčno celico in načeloma tudi več zarodkov. Ker ni nujno, da je že prvi postopek uspešen. Uspešnost postopka ocenjujemo nekje na 30%, odvisno tudi od pomeni starost ženske. Mlajše kot je ženska, večja je verjetnost uspešnosti postopka. Se pravi, če je nekje do 35 leta, rečemo 30% možnost na postopek, je po 40 letu ta možnost samo še 10%. Za primerjavo. Kako pa poteka ta postopek oploditve z lastnimi spolnimi celicami? Torej od prvega koraka do zadnjega. Najprej se opravijo, kot rečeno, vse preiskave. In če se ugotovi, da pač ni možna zanositev po naravni poti, potem se stimulira jajčnik, zato da tvori čim več. Stimulacija pomeni injekcije v trebuh. Tako. Ženske si dajo injekcije in v tem se jih potem začne ultrazvočno spremljati, da se spremlja odziv na hormonsko stimulacijo. Koliko injekcij, kako pogosto? To je odvisno od protokola, ker imamo več protokolov, to določi specialist, ki vodi samo, tako da točnega števila, koliko posameznice, je zelo odvisno. Ampak traja kakšen teden injekcija v trebuh, večkrat na dan. Večkrat na dan, tako. Namen teh injekcij je, da jajčece zraste. Tako, da pridobimo čim več, da dozori čim več jajčnih celic. Ko je čas, ko ocenimo, da je čas, da bodo dozorile te jajčne celice, takrat damo tako imenovano stop injekcijo, kateri sledi po 36 urah punkcija teh jajčnih celic. Punkcija je tisti neprijeten postopek, ampak načeloma lahko poteka tudi v kratkotrajni splošni anesteziji oziroma z pomočjo analgezije, se pravi, da damo protibolečinska sredstva, tako da je to ženski kljub vsemu bolj prijazen del protokola. Kaj točno laično pomeni punkcija? Je to jemanje? Da skozi nožnico pod nadzorom ultrazvoka, skozi tako tanko igelco, pičimo v jajčnik in posrkamo iz tega folikla, se pravi tekočinske strukture, ki jo opazujemo na ultrazvoku, zrelo jajčno celico. In potem to v laboratoriju pregledajo in damo potem to klasično v epruveto, kjer pride do oploditve s semenom, ki ga prej moški daruje. Ok, torej prej dobimo še seme. Pri semenu si lažje predstavljamo, kako lažje. Ja, to je, če ima moški zdravo seme, to je pa sigurno tudi psihično obremenitev pod prisilo, da seme. In kje oziroma kdaj potem združimo to jajčno celico s semenom? V epruveti? Tako, v epruveti. Če je to klasičen postopek, in vitro postopek. Tisto, ki sem pa že takrat prej omenila, pri posameznikih, kjer je slabša kakovost semena, je včasih potrebno točno določeno posamezen spermij, mi prav vnesemo v jajčno celico, da olajšamo ta prehod skozi jajčno ovojnico. V tistem hipu se potem začne razvijati. In to traja koliko časa? To traja nekje 3 do 5 dni, preden vnesemo zarodek v maternico. Vnesemo pa tiste kvalitetne zarodke, ne? Tudi to spremljajo embriologi v laboratoriju, kateri zarodek bo sposoben se normalno razvijati. Tako da to so kar sofisticirane metode, da se potem odločijo, kateri zarodek bi bil najbolj primeren, da se ga vnese. Obstajajo kakšni statistični podatki, koliko zarodkov je primernih, koliko pa jih recimo ni primernih, ali pa se zelo razli, da se ne prime od ženske do ženske? Včasih žal ne pridobijo niti enega kvalitetnega zarodka. Kaj pa definira kvaliteten zarodek? Kdaj govorimo, da je zarodek dovolj kvaliteten? Zdaj to embriologi gledajo. Embriologi gledajo, parametre. Če se vidi, kje se bo formiral bodoči zarodek, to so te laboratorijske značilnosti. In potem, ko se embriologi odločijo, da je dovolj kvaliteten za ustavitev, je še vedno potem 30% statistična možnost, da se prime. To je lažen pojem, kaj bi bil strokoven. Ja, da bo prišlo do ugnezditve in uspešnega razvoja nosečnosti. Od česa je pa to odvisno? Ali bomo tistih 30% srečnic, ali bomo pri... Zdaj, odvisno je tudi od okolja v maternici, se pravi, kako je pripravljeno okolje za sprejem zarodka. To je več faktorjev vpliva na to.
za nekatere tudi ne vemo, kako vplivati. Skušamo seveda za zdravili pripraviti ugoden milje oziroma okolje za ugnezditev zarodka in vedno pač upamo na uspešen izplen. Je pa tako, da z vsakim naslednjim postopkom so neke boljše možnosti. Statistično, zdaj po 3 postopkih naj bi bila verjetnost, seveda vsak postopek, več postopkov kot je, večja je verjetnost, da bo prišlo do zanositve. Ker večkrat, ko probamo, večja je možnost, že statistično, da bo prišlo do zanositve. Je pa tako, da zavarovalnica krije 6 postopkov. Žal, Kaj pa potem? potem je pa možnost samoplačniška, ja. Kakšne so pa čakalne dobe, da v bistvu prideš na vrsto, okvirne pri nas v Zdaj, Sloveniji? tako, kar se tiče prvega pregleda, ko se par sreča z neplodnostjo, je relativno hitro. V roku 3 mesecev so vsi obravnavani, že prej oddajo kri za krvne preiskave oziroma se ta postopek relativno hitro obrne. Potem je pač ta čas trajanja mogoče uspešnega zdravljenja, da ne bi bilo potrebe po IVF postopku. Tako da na srečo v Sloveniji niso tako zelo dolge čakalne dobe, 3 do 6 mesecev za postopek in vitro oploditve. Problem je pri darovanih jajčnih celicah oziroma pri darovanem semenu. V tem se bova zdajle še začneva potem še z darovanimi. Jaz bi imela samo vprašanje, vkolikor ponavljamo ta postopek, ga ponavljamo z istimi že oplojenimi oziroma zarodki, ki smo jih morda že imeli iz prve runde, zelo po domače govorim, ali naredimo ta postopek ponovnih jajčnih celic vedno znova? Ne, če ima ženska zamrznjene zarodke, se poskusi z zamrznjenimi zarodki, dokler so na voljo. Ker da se žensko po nepotrebno ne izpostavlja ponovni stimulaciji, ki je tudi za žensko tako fizično kot čustveno obremenjujoča. Tako da, če so zarodki, seveda se poslužujemo zamrznjenih zarodkov. Če je torej kvalitetnih zarodkov več, se enega ali 2 ustavi, ostale se pa zamrzne. A s tem, ko imamo zamrznjene zarodke, statistično kvaliteta ali pa možnost uspeha kaj pada? Ne, v resnici ne. V resnici so zelo dobre možnosti zanositve z zamrznjenimi zarodki. Tako da je primerljivo. Kaj pa potem, denimo, da uspe, da smo na srečni strani ali pa celo uspe 2-krat in če slučajno nekaj zarodkov zamrzne. Jaz imam primer prijateljice, ki se je to zgodilo, imela še 6 zamrznjenih zarodkov in dejansko so jo vprašali, ali smejo to donirati ali pa jih uničijo. Kakšen je protokol, morda veš v zvezi s tem? Moram reči, da kakor meni znano, naj ne bi se doniralo zarodkov. Zakaj ne bi? Naj ne bi, zdaj lahko da to zdaj prvič slišim. Bi se lahko donirala zarodke, lahko se daruje jajčne celice in pa seme. Se je mogoče bilo pa res tako, da je imela Da se do 5 let jih pač daruje in potem zmrzujejo, potem je treba ob doplačilu jih lahko še podaljšati to zamrzovanje. 5 let, krije potem nad tem pa. Potem mora pa nekaj, mislim, da je za doplačilo. Če bi denimo želeli preskočiti te čakalne vrste, ker je 6 mesecev kljub vsemu zelo dolga doba, če si nestrpen in če si noro želiš otroka, a se da samoplačniško v Sloveniji preskočiti vrsto? Zdaj v teh uradnih centrih, glavnih centrih mislim, da se preskakovati ne da. Je pa en center, ki izključno dela samo samoplačniške. Tam je pa lahko hitreje. Kako pogosto pa je za žensko telo zdravo, da se stimulira zdravili za produkcijo teh jajčnih celic? Torej, po domače povedano, kako pogosto, če nismo dobili dovolj kvalitetnih jajčnih celic, ženska lahko gre na to zdravljenje? V resnici ne vemo, kako pogosto bo za posameznico preveč. Sigurno ima to vpliv, to so visoke doze hormonov. Tukaj vedno potem tehtamo željo po materinstvu. Moramo pa včasih tudi jim dati pošteno informacijo, koliko je še sploh smiselno. Kljub močni želji, ki jo imajo ženske po izpolnitvi te vloge. In tudi takrat je pomembno, da jim damo pošteno informacijo, ali je še smiselno poskušati ali reči dovolj je. To je tudi ta stopnja, da reče ženska dovolj oziroma sam par, včasih je zelo pomembna. Zdaj, kakšen je vpliv, dolgoročni vpliv, v resnici
je možen vpliv seveda na dojke. Ampak ob teh sofisticiranih metodah, ki jih imamo v relativno kratkih stimulacijah in načeloma, ta vpliv seveda ni tak, da bi mi ženski škodili, ker tega sigurno ne bi počeli, če bi vedeli, da bo potem ženska pa čez 20 let imela karcinom dojke. So relativno kratki, ne, vsem tako da se ženska lahko kljub samo mirno odloča za ta protokol, dokler ima realno možnost, da bo prišlo do zanositve. Ampak vendarle, ne, jaz imam recimo v svoji družbi 2 para, vsaj tako komunicirata navzven, ki sta v Sloveniji zaključila postopke oploditve z biomedicinsko pomočjo, neuspešno, potem pa en par je odšel v Švico, ta drug na Češko in obe prijateljci sta zanosili. Zdaj ne vem, a je to urbana legenda, ali so to drugačni postopki, ki jih uporabljajo celicami? Zdaj smo pa pri tem vprašanju. Drugače to Več ne pogovarjamo o tem. Zdaj, seveda obstaja možnost, jaz tudi vedno rečem pacientkam, ki so že recimo čisto na koncu, pa včasih je fajn, da se tudi zamenja, da grejo kam drugam, ne zato, ker bi bili tam, kjer so bile do zdaj vodene slabi, ampak morda bo kdo kaj drugače naredil. Ker gre v bistvu za nek cookbook, ne. Za vsako pacientko se individualno postopa in se daje odmerke glede na posameznico, se specialist, ki vodi par, odloča, kako bo postopal. Tako da morda pa drugje se samo eno malo stvar drugače naredijo, pa je potem poseg uspešen oziroma sam postopek. Tako da včasih je že samo menjava centra, pa ne da bi bil en ali pa drug slab, ampak ena mala stvar drugače. No, ali pa če smo prej rekli, da je statistično vsakič 30% možnosti, smo morda prišli ravno v tisto obdobje, kjer je bila statistika na naši strani. Ja, tako, no, tudi to je možnost. Tudi to je možnost. Vse je tudi lahko naključno, da se potem tako izide. Kar se pa tiče, ja, se zgodijo seveda tudi taki primeri, kot ste omenili, tako da zato mi nismo bogovi, ne, da v bistvu je pa zelo pomembna ta poštena informacija, da se ne daje lažnih upanj, ali bo ratalo, na koncu je pa še vedno zapisano. Jaz mislim, da največ lažnih upanj pravzaprav povzročijo govorice. Poznam tam enega, njim je pa uspel po 10 letih takrat. No, ne vem, kakšni so razlogi, ali ne, vzroki. Vzročnost, zakaj pri enemu paru ni prišlo, je zelo različna, zato se težko pogovarjamo, tam je pa ratalo. Sej, ko se boš pa sprostila, potem pa ne boš več o tem razmišljala. Seveda ima stres pomemben dejavnik, ampak predvsem je zelo pomembno, kakšni so vzroki v ozadju za neplodnost pri posameznem paru. Lahko še kakšno besedo rečeva o starostnih omejitvah. Vkolikor gre za postopke, ki so plačani strani zavoda, kakšne so starostne omejitve pri ženskah in pri moških, če obstajajo pri moških? Ja, zdaj po novem, že nekaj časa ni več starostne omejitve, imajo pa centri pravico, da ne delajo postopka tam, kjer ni več rodne sposobnosti posameznice. To odloča konzilij, konzilij strokovnjakov, ali je ženska, oni ocenijo, ali ima rodno sposobnost. Če ženska nima več jajčnih celic, je to bo neka ženska stara 43 let, bo lahko zanosila, 44, 45, ena ženska pa pač ne more več biološko zanositi, ker njenih jajčnih celic, ki bi bile sposobne oploditve, ni več. Tako da tu odloča potem ta konzilij. To je informacija, ki je bila zame zelo presenetljiva. Ženske se bojda rodimo z omejenim številom jajčnih celic, ne tako kot pri moških, ko se spolne celice moške tvorijo v bistvu celo življenje, ampak pri nas je pa to v bistvu neka omejena zaloga in verjetno od genskega zapisa, ne vem, je odvisno, kdaj bo izčrpana. Tako, in zdaj, glede na to, da je povprečna starost ob rojstvu se dvigne, že čez 30 let ob rojstvu prvega otroka, je tako, da pa biološko plodnost pomembno upade po 35 letu starosti. Tako da glede na življenjski slog, ki ga imamo zdaj, in cilje zastavljene, se za materinstvo odločamo relativno pozno. Tako da bi bilo veliko neplodnosti, verjetno jih ne bi bilo, če bi se za materinstvo ženske odločale prej. In zdaj, ko se pa pogovarjamo o teh skrajnih oblikah neplodnosti, pa še nekaj besed o doniranih jajčnih oziroma jajčnih celicah oziroma semenčicah. Kaj pa to pomeni? In
ali v Sloveniji to gre? Ja, to je primerno za tiste pare, ki nimajo lastnih spolnih celic, eden ali drugi par, ali so slabe kakovosti, ali so v ozadju kakšne bolezni, zaradi katerega, ki ne želimo, da se prenesejo na potomca. Tako da to je v Sloveniji možno, so pa dolge čakalne dobe. Pri nas je to altruistično, se pravi, se darovanje ne plača, se jih tudi zelo malo odloča za darovanje, tako da je čakalna doba več kot 2 leti. Tudi za žensko, ki bi se potencialno odločila za darovanje, to pomeni tudi hormonska stimulacija in sam enak postopek kot za žensko, ki potem ta postopek, pri kateri postopek oploditve je izveden, se pravi enako hormonska stimulacija, punkcija, to, kar so prej omenjali, ves ta kar obremenjujoč, fizično kot psihološko obremenjujoč postopek. Zato se za darovane jajčne celice oziroma darovano seme veliko žensk oziroma parov odhaja v tujino. Ja, tukaj je nam najpogostejše je to Češka oziroma Španija, kjer pa dejansko samoplačniško klinike opravljajo te postopke zelo hitro, zelo ažurno. Mene je presenetil podatek, da tudi cena ni tako zelo visoka, kot bi človek pričakoval. Recimo za donirano spolno celico, jajčno celico na Češkem okoli 5800 evrov. Plus zdravila, nekaj so še tukaj zdravila dodatno, ampak ja, v resnici, kot vsi, jaz sem zdaj, ko sem se pripravila na en pogovor, pogledala sem tudi jaz malo višje vsote, vseeno. Tako. Ampak tukaj spet lahko moramo vedeti, da so ekonomske stiske parov lahko prisotne, tako da enim je ta znesek dostopnejši kot drugim. Ali, to je sicer zelo pravno vprašanje, nič strokovno, ampak naš zavod po tovrstne postopke refundira? V resnici ja, če je ženska upravičena in to krije zavarovanje. Samo mislim, da z zamikom, da jim potem povrne, mora najprej sami pokriti, potem pride pa do stroškov. Zdaj, v zvezi z doniranimi jajčnimi celicami, dejansko se pogovarjamo o tem, da namesto lastnih spolnih celic dobimo donorko ali donorja. Tako. In potem je postopek popolnoma identičen, kot smo ga prej opisali pri lastnih spolnih celicah. Tako, samo torej, da ni tvoje jajčece ali pa ni tvoje sperme. Je pa zelo podoben. Je pa enako podoben. Enako se, v bistvu se načeloma, če ne gre za zamrznjene, že zamrznjene jajčne celice, se sinhronizira cikel darovalke in prejemnice. Tako da je v bistvu postopek popolnoma enak, enako dobiva ženska injekcije, si daje injekcije, zato da se pripravi sluznica maternice za ugnezditev, oziroma za ugnezditev zarodka oziroma za vnos zarodka. Morda bo najine poslušalke oziroma poslušalce in gledalce zanimalo samo še to, a lahko, tako kot včasih vidimo v filmih, dejansko dobijo katalog, kjer izbirajo fizičen izgled donorja. Jaz bi rada povedala, da na podlagi izkušenj, ki jih imam s prijateljicami, to ne gre. Na Češkem denimo je edina stvar, ki se jo pogleda, je kri, to pomeni krvna skupina, ki mora biti enaka pri donorki kot pri materi. In pa približno gledajo višino in barvo oči in barvo las. Vse ostale stvari, da bi pa nekdo izbiral zunanji izgled, pa ne gre. Namreč stvari so anonimne. Celotna Evropska unija, enako Španija, zelo pazijo na to, da je to absolutno anonimno in da pravzaprav nikoli ni mogoče izvedeti, kdo je donor pri enem ali pri drugem. Ja, zdaj v Evropi je na srečo to zelo dobro regulirano. Pa čeprav so tudi v Evropi so se zgodile zlorabe, predvsem pri darovalcih moškega semena. Predvsem pri teh, ki so seme darovali preko spleta, brez teh ustanov, ki bi to regulirale. Drugače pa ja, v Evropi ni možno zbirati otroka iz kataloga. Kar se mi zdi tudi, po mojem mnenju, edino prav. Ja. In upam, da ne bo v Evropi ta duh ušel iz stekleničke. Imamo pa kljub vsemu kar precej pomislekov v zvezi z doniranimi celicami. Eden je, ali bi otroku povedati ali ne povedati. Drugi je,
kaj je z biološkimi starši, ima otrok pravico zvedeti. Smo rekli, da načeloma v Evropi nikakor, otrok tega niti se ne bo mogoče izvedeti, vendar pa v zadnjem času postaja vse bolj tudi pri nas popularno te banke DNK, ko nekdo da testirati svoj DNK, zato da ugotovi korenine, iz kje izhaja. In počasi, če pa tukaj bo kritična masa, pa lahko pride tudi do tega, da boš v tej banki morda enkrat našel svoje biološke starše, a ne. Tako da ta duh že morda zaradi tega amerikanizacije v nekem hipu zna uideti iz stekleničke, a ne. Ja, drži. Mi se pravno tudi sprašujemo, kako bo urejena fikcija očetovstva. Ti denimo pristaneš na to, da nekdo donira spermije in potem čez čas, ko se svojo partnerko skregaš, rečeš, da ta otrok ni tvoj in biološko ta otrok res ni tvoj. Tako da to so pravne vprašanja, so izredno zanimiva, ampak o tem enkrat drugič, ker to res je treba, je razmislek na mestu. Ja, zdaj tako, naj bi, kakor sem se zdaj malo pogovarjala, naj bi bilo zelo pomembno, da v bistvu otroku že od majhnega to poveš, da to je nekaj, s čimer raste, da to njegova del identitete. To ne bi bilo najboljše za razvoj otroka, da to ni nek šok, ki ga doživi v najbolj kritičnih letih, kakšnih najstniških letih, ko je že tako kriza identitete se pojavi lahko. In tako da večina strokovnjakov iz tega področja se svetuje, da se o tem pogovarja in da se to otroku od malega govori. Zdaj se to preko knjigic, da se o tem pripoveduje. In na ta način za otroka to ne bo nek šok, ampak bo to nekaj, kar tako že od nekdaj je. In je pomembno. Vse teh otrok ni tako, teh otrok je kar nekaj. V Sloveniji ima nekaj, češ pustimo zdaj darovano jajčna ceca, ampak tudi sam postopek IVF, za vse to, kako bo otrok spočet, je najboljše, da se v bistvu da otrok že od malega s tem raste in s tem seznanjen. Greva še na eno relativno tabu temo in to je nadomestno materinstvo. Kaj to pomeni najprej? Nadomestno materinstvo to pomeni, da otroka donosi ženska. Zdaj lahko je to z lastnimi, z bodočo, z jajčnimi cecami bodoče potem mame, ki bo tega otroka imela, lahko za darovano jajčno celico, lahko so tukaj za nadomestno materinstvo vzrok, se pravi, medicinska indikacija, da bi bila sama nosečnost zaradi materinega zdravstvenega stanja preveč rizična in ne bi mogla otroka donositi. Velikokrat, kakor slišimo iz medijev, je pa to lahko tudi zgolj strah pred spremembo zunanje podobe ali pri istospolnih moških partnerjih se odločajo za nadomestno materinstvo. Tako da je v navini tega pač pri nas, kakor je meni znano, to ni dovoljeno, tudi ni urejeno. V tujini morda samo zelo kratek pregled. V ZDA, v določenih zveznih državah, kot je Kalifornija, je to zelo sproščeno. V Evropski uniji ima Grčija od leta 2002 dovoljeno gestacijsko nadomestno materinstvo, vendar zelo omejeno. Sodna odobritev se zahteva, pogodba z nadomestno materjo pa mora biti neodplačna. Velika Britanija zelo podobno. Nam najbližje Ukrajina ima to povsem sproščeno, tudi Rusija. Torej, lahko tam dejansko se odplačno dogovoriš z mamo, ki bo donosila, in pari se odločajo recimo za Ukrajino ali pa za Rusijo, tudi za Ameriko. Kakšne so pravne in etične dileme v zvezi s tem, oziroma kakšno je tvoje mnenje povezano s tem? Je v resnici, kjer je medicinska indikacija, jaz ne vidim, se mi zdi to super. Malo vidim problema, ker se veliko ženske za nadomestno materinstvo odločajo iz finančne stiske, ne? Da to naredijo, zato da lahko pač si izboljšajo svoj gmotni položaj oziroma za svoje otroke. Celotno to neplodnost, denimo tudi pri doniranih jajčnih celicah na Češkem, denimo, je cena, torej dobi mama, ki donira, torej ženska, ki donira jajčno celico, dobi 1500 evrov. Ne, in če to naredi 2-3 na leto, v Španiji podobno, za nadomestno imajo to še eno
Zato pa priznam, da ne vem, Ja. kolikokrat lahko posameznica daruje, verjetno upam, da je regulirano. V medijih so se pojavljali zapisi, da predvsem v Španiji, sicer seveda zakonsko je regulirano, ker pa ni enotnih baz, odhajajo ženske od klinike do klinike in dejansko močno izčrpavajo svoja telesa, kar je velik Zato problem. se mi to zdi na tem mestu etično sporno. Verjetno bi mogli biti, kot so ko bodo bi mogli biti povezane, ta sistem bi mogel biti povezan. Zato se tudi prihaja do zlorab. Jaz sem zdaj gledala dokumentarec ravno o zlorabi, ko so darovali moško seme po teh uradnih bankah semena in potem pa še preko spleta, kjer je to bilo čisto nenadzorovano in nekih lažnih profilov. Zdaj, kako so se ženske za to odločale brez nekih varnostnih mehanizmov, ker sam proces darovanja zahteva tudi neko testiranje za spolno prenosljive bolezni. Ob samem darovanju potem je omejena starost, zdaj za moškega je 55, za žensko 35 let je zgornja starost, brez nekih pridruženih takih bolezni. Poleg tega se samo darovano seme oziroma jajčna celica tudi testira tudi kasneje, po 6 mesecih za spolno prenosljive bolezni. Tako da je to pri nas res... Torej spolno prenosljive bolezni, tudi dedne bolezni so problematične. Načeloma se darovalce izpraša, testiranje se ne naredi, ampak se izpraša po družinski anamnezi dednih bolezni v družini. Pri nadomestnem materinstvu, recimo znani ameriški primer Baby M, ko se je mati, ko je nosila otroka, premislila, kljub temu, da je bila pogodba o nadomestnem materinstvu sklenjena. Tudi en zelo znana knjiga Hiša v plamenih govori o tej problematiki. Torej se dogaja, marsikaj se dogaja, to so čustveni drugačni pretresi. Stiske, hude stiske tudi teh, ki se odločajo za nadomestna materinstva. Morda je včasih odločitev v začetku zelo enostavna videti, pa se vidi samo izplen, potem je pa tisto čustveno breme. A bo vse okej. Pa tudi nenazadnje navezanost, ki se stke v času nosečnosti, ki je ne moremo čisto odmisliti, če nekaj v telesu ženske raste 9 mesecev, in potem tudi nenazadnje tudi sam porod. Kaj pa zamrzovanje, denimo jajčnih celic semen? Kako je s tem? Pri nas se zamrzuje če so medicinske indikacije, oziroma je potreba po zdravljenju zaradi kakšnih onkoloških stanj. Točno to sem hotela povedati, jaz imam znance, ki je on zbolel za rakom na modih in relativno mlad in so takrat v bistvu zamrznili njegovo seme in potem sta ona dva imela v bistvu 2 otroka kasneje. Ja, to se pri nas redno dela, tako pri ženskih kot pri moških. Da je bilo pa na željo, pa to ni mogoče. Ni mogoče. Da bi si zaželja, da bomo lahko starš, ko nam bo to pasalo, pa to ni možno. Ker točno to razmišljam, glede na to, ker so prej omenili, da je starostna meja, ko se odločimo za materinstvo, relativno visoka. Jaz prva stvar, ko pomislim, bi hčerkama svetovala pri 22, 23, dajta zamrzniti svoje jajčne celice, ko so najboljše, ker tako dejansko potem si malo bolj brez skrbi. Ampak očitno to pri nas ni možno. Ne. Ponovno tujina. Ponovno tujina, verjetno, ja. Češka, Španija, kjer se to plačuje, in v bistvu vsako leto podaljšaš pogodbo, je to plačljivo in dokler enkrat uporabiš ali pa ne, je tvoja stvar. Ja, tukaj so potem spet odločitev vsake posameznice, seveda, da se za to odloči ali ne, tudi nenazadnje od zmožnosti, da si to plačuje, pa tudi sam postopek spet sledi, kot smo ga prej opisali. Ves postopek stimulacije pri neki mladi punci, da se za to res odloči, kar odločitev. In da se ženska pri 22 letih za to odloči spet. Načeloma kar taka velika odločitev. Lažje to bi bilo, če bi bilo to potrebno storiti moškemu, ker je sam postopek zelo enostaven, ampak moški se za to ne rabijo odločati, ne? Mi smo pa biološko vezane, tako da smo pri 35 letih biološko stare. Ja. Kdaj pa je čas, da nekdo začne razmišljati o umetni oploditvi? Prej si omenila 1 leto. Ne, v resnici ne 1 leto je čas, ko bi zdrav par
v 12 mesecih, če ni nekih jasnih razlogov, moral zanositi. Tako da v bistvu relativno dolga doba, tako da ob rednih spolnih odnosih zdrav par zanosi v enem letu. Po enem letu rednih spolnih odnosov pride ponavadi par oziroma ženska do ginekologa in takrat se začnejo iskati, če niso bili že prej znani kakšni vzroki, v tem primeru se prej že začnemo ukrepati, vzroke. Najprej so take enostavne krvne preiskave, hormonske preiskave, seveda tudi pregled semena. Vedno iščemo na obeh straneh možnost, ki je bila lahko težava, in žal je vedno pogosta tudi na moški strani. Potem se lahko pomaga, če je vzrok, da prihaja do ovulacij, z zdravili, ki pomagajo pri ovulaciji, so čisto enostavnimi hormonskimi zdravili. Potem je naprej postopek, da se jih napoti v center, ki se ukvarja z neplodnostjo. Če ne ugotovimo jasnega razloga, in tam potem se odloča za nadaljnje preiskave, za prehodnost, ali so jajcevodi prehodni, ker je tudi to lahko čista mehanska ovira semenčicam, ali je potrebno kakšno operativno zdravljenje. Potem v vseh teh postopkih se še vedno da čas, da par po zdravljenju skuša zanositi po naravni poti. In še ko so izčrpane vse te možnosti, takrat se šele odločamo za postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo. Zdaj smo pa tolikrat omenili besedo par, a moramo imeti par, da lahko govorimo o oploditvi z biomedicinsko pomočjo? Ja, ne več. Ne več. Govoriva o novem, o odločitvi Ustavnega sodišča, da je zakon o oploditvi z biomedicinsko pomočjo neustaven v delu, ki tega ne omogoča samskim ženskam. Torej v tem trenutku sicer še vedno imamo zakon, ki ne omogoča, ampak enoletno prehodno obdobje je dalo Ustavno sodišče, da se to popravi. Torej že v tem trenutku, morda samo za poslušalke in poslušalce, je kar nekaj držav, kjer je mogoča oploditev žensk brez partnerja. Belgija, Bolgarija, Hrvaška, Ciper, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Islandija, Irska, Latvija, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Norveška, Portugalska, Romunija, Španija, Švedska, Združeno kraljestvo. Tudi kar nekaj držav pa je, kjer se omogoča oploditev lezbičnim parom. Zdaj, kako že zdaj sem samo razmišljala o vseh teh debatah, ki jih imamo za mizo, kako se preverja, ali je nekdo tvoj zunajzakonski partner, ali je morda samo prijatelj, ki ti pomaga zanositi. Oziroma, razumem, da si poročen in je to uradno, ampak pri zunajzakonskih parih, torej že zdaj hočem povedati, kaj če jaz najdem prijatelja, ki mi bo omogočil nosečnost, pa bo pač trdil, da je moj fant. Ja, tole ne vem, to ste me pa zdaj dobili, to pa zdaj čisto dobro ne bom vedela, zato ker nisem zaposlena. Ja. Sem kje so sami koraki, ampak s tem delom nisem da konkretno. Se to je bolj pravno vprašanje. Ja, dejansko se zahteva izjava. Je pa res, da je tudi, če par biva na istem naslov oziroma v zunajzakonski skupnosti, je to enakovredno zakonski zvezi. Moje iznajdljive prijateljice bodo rekle, torej preseliti se morata skupaj za 3 mesece, iti v postopek. Mislim, daljše obdobje potrebno, da skupaj preseliti skupaj za 1 leto. Mislim, da je malo izjavo. Lahko se bi pa vedela, koliko let morajo zunajzakonska zveza, da se enači, da so na istem naslovu. Pa je neka izjava tudi. Izjava, ja. Zdaj pravno, morda samo še toliko, iz izkušenj vseh znank in prijateljic, dejansko tega se ne da preverjati, dejansko zadostuje izjava moškega spremljevalca. Pričemer seveda, če vse gladko teče in se dogovorita, je to lahko idealno. Če pa ni gladko, ko pa začnemo z priznanjem očetovstva, s kasnejšimi dedovanji, kaj če vmes ta prijatelj, ki je najboljši prijatelj, postane kriptomilijonar, ta otrok bo dedoval, ker je njegov biološki otrok. Tako da jaz mislim, da se tudi darovalci, če bi bili to potencialni darovalci, mislim, da tudi tega načeloma zavedajo, tako da ta odločitev kljub vsemu ni kar tako za otroka. Tudi sicer ni kar tako, tako da bi se nekdo zavezal, ker seveda sledi tudi potem odgovornost za
rojenega otroka sledi. Pravnih težav je izredno veliko, kolikor to ni par, ki resnično je par, ki želi imeti otroka. Prej smo se že dotaknili, a so postopki umetne oploditve boleči? Boleč je tisti del, smo rekli, punkcije. Je najbolj boleč, tako govorimo pa še eni drugi vrste bolečine, ne, s katero se pari srečujejo, in sicer bolečina ob tem, da morda nikoli ne bodo imeli svojega otroka. In ta bolečina je tako huda, da je, če ne hujša od tiste bolečine, ki jo znamo lajšati, ne. Govorijo o sami punkciji jajčnih celic. Kaj pa psihološki pritisk? Jaz si predstavljam, da tisto obdobje, ko ti čakaš, a bo, a ne bo, da mora iti. Je tudi nenazadnje okolica, ne, ki te sprašuje, ali pa ki ne ve, da se s tem ukvarjaš, da je to tvoja stiska, kdaj pa boste imeli otroka. Potem je tudi nenazadnje srečevanje nosečnic na ulici, stik z majhnimi otroki, dojenčki. Vse to ta ženska oziroma ta par v bistvu ne bojo zavestno doživlja, da tega nimata, in je to huda stiska, ki lahko na koncu nenazadnje tudi vodi v razpad zveze po teh letih in letih boja, ki lahko postane edini fokus v življenju, imeti otroka. In partnerstvo v tem času lahko samo zaradi tega bitke in tega cilja lahko tudi propade samo partnerstvo. Tako da so hude stiske. Tukaj morda apel, da morda vprašanje, kaj pa vidva, kdaj bosta pa vidva imela kaj otrok, Da se tega ni morda več najprimerno vprašanje. Da bi se mogli vsi bolj zavedati, da mogoče pa Je to zelo boleče področje. lahko področje. Lahko da par enostavno noče imeti otroka, ker to, ampak nikoli ne vemo, kaj se skriva v ozadju, tako da bodimo bolj previdni s tem vprašanjem, ali ga pa morda niti ne zastavljamo. Še nekaj na temo etike in prihodnosti umetne oploditve. Jaz dejansko poznam par, ki je po 3 deklicah, noro so sta si želela fantka, odšel v Turčijo, kjer so jim omogočili, da so s pomočjo umetne oploditve dobila fantka. To pomeni, v Evropski uniji to sicer ni dovoljeno, torej testiranje zarodka na spol, ampak v Turčiji pa to očitno delajo. In me samo zanima, kaj vse je še mogoče ugotoviti pri zarodku? Spol, torej vsekakor. Marsikaj se da ugotoviti, jaz sicer tukaj vidim absolutno Problem. Tako da seveda mi izvajamo, pri postopkih se izvaja tudi predimplantacijska, tako imenovana predimplantacijska diagnostika, se pravi pri nekih boleznih stanjih, ki so dedne, se lahko pred vnosom zarodka preveri, ali je sam zarodek bolan. Se pravi, ima ta dedni zapis za to bolezen. To je medicinska indikacija, v tem primeru absolutno upravičena indikacija. Vse ostalo, kar se tiče barve las, oči, spola, pa mislim, da bi mogli ostati konzervativni. Konec koncev samo apel, kaj se je zgodilo na Kitajskem s politiko enega otroka in z množičnimi splavi deklic, da zdaj so v takšni krizi, tako zelo primanjkuje deklic, da so vredne več kot tako. Tako da takšno nespametno morda ravnanje resnično na dolgi rok ne vodi nikamor. Ja, mislim, da je prav, da je stvar zelo nadzirana, da omogočim starševstvo tistim, ki to ni po naravi dano, ampak pod nekimi nadzorovanimi pogoji in ne po željah iz kataloga. Zadnje vprašanje, kako daleč smo od kloniranja? Nismo daleč, ne. Samo ne vem, če si tega želimo. Umetna oploditev je torej relativno zapleten proces, predvsem iz psihološkega vidika. Je bil pa namen današnje oddaje, da v bistvu pokaževa, da je možnosti resnično ogromno in morda je vredno poiskati vse informacije, morda je vredno pogledati tudi čez naše meje. Morda v določenih državah je to bistveno bolj sproščeno ali pa drugače urejeno in možnosti so praktično neomejene. Drugače imamo mi zelo dobre
tukaj bi res rada poudarila, da smo zelo dobri, imamo zelo dobre rezultate, smo pa majhni in zato mislim, da je glavni vzrok za odhajanje v tujino v primeru darovanih spolnih celic. Drugače imamo pa res vrhunske strokovnjake na tem področju, tako da mislim, da lahko Slovenke smo zadovoljne s tem, kar Zelo srečne. zelo, zelo srečne, kar nam država omogoča in tudi ne država, pa da imamo odlične strokovnjake na tem področju in imamo res vrhunske v vrhu Evrope po rezultatih, tako da. No, hvala vsem, ki se trudite na tem področju. Nina, najlepša hvala, da si bila moja gostja. Spoštovane gledalke, spoštovani poslušalci, poslušalke, hvala tudi vam, da ste bili del tega podcasta. Poslušali ste epizodo podcasta Hudičev advokat, ki ga ustvarjam odvetnica Maja Koršič Potočnik. Podcast objavljam vsak drugi ponedeljek ob 6. zjutraj na kanalih YouTube, Spotify in Apple Podcast. Imate vi kakšno perečo temo, o kateri bi lahko govorili v podcastu? Sporočite mi vaše predloge.